Gorica, ki je v nedeljo visoko izgubila v Ljudskem vrtu s kar 4-0, je tokrat potovala v Mursko Soboto k Muri, ki je v prejšnjem krogu. Na gostovanju pri Rudarskem Velenju v drugem polčasu z igralcem manj na koncu vendarle izgubila z 2-1. Prva akcija tekme in odličen strel Horvata. Odaleč je poskušal ta nogometaš Mure, vendar na pravem mestu Simčič. Domači so potem zahtevali 11 metrov, ko padel je Fajič, vendar prekrška za najstrožjo kazen tokrat ni bilo. Je pa prišel gol v 22. minuti, kombinacija Eterović-Fajič, natančen pa je bil slednji in s temle strelom z glavo premagal Simčiča za 1-0. Lep zadetek tega nogometaša, lani najboljšega strelca Mure, ki leto še čaka na svoje zadetke. Potem je padel Andjaje, ni bilo prekrška. Goričani so zahtevali prosti strel, tudi tokrat se je igra samo nadaljevala. Mura pa je še enkrat zapretila, tole je bil odličen strel daleč Horvata. Spet pa je bil na pravem mestu Simčič in še ena goriška akcija pred koncem prvega dela. Tokrat je streljal Žan Ebila, zadetka ni bilo in tudi ne v zadnji akciji prvega polčasa. Mate Eterović je prišel do zaključka, takole pa je z glavo meril previsoko in na odmor je z minimalno prednostjo odšla Mura. V drugem polčasu najprej rumeni karton za Krisa Jogana. Tole je bil še en prekršek tega nogometaša in posledično drugi rumeni karton ter rdeči. Z igralcem manj je tekmo nadaljevala novogoriška ekipa. Ekipa je bila nevarna takole v protinapadu in skoraj da premagala vratarja Dragoviča. Ostala je pri izidu 1-0, vendarle samo za kratko. Takole že kombinacija Novogoričanov in do strela je prišel Vel Andjaje in poskrbel za izenačenje v Fazaneriji na 1-1. Če v naslednji akciji pa izvajanje kota, žoga v kazenski prostor in najvišji je takole bil Denis Kramar, ki je premagal tudi vratarja Simčiča za vodstvo Mure 2-1. Žoga je očitno prečkala golovo črto, jezili so vse domači nogometaši in na koncu je tudi padel še en rdeči karton. Alen Jogan je protestiral in moral z igrišča. Do konca tekme veliko priložnosti, tole je že strel Žigona, na pravem mestu Drakovič. Še enkrat je prišel do akcije tudi Dragan Jelič, odlična obramba Simčiča, ki je imel zares veliko dela. Dejan Žigon pa je potem zapravil zares čudovito priložnost za novo izenačenje. Tule je žoga švignila mimo vratnice, ostala je pri rezultatu 2-1. Mura pa je bila nevarna proti napadih in tule so zabili še tretjič. Dragan Jelič je odločil srečanje in po podaji Fajiča je poskrbel za prednost 3-1. Velika napaka, potem Cipota in vratarja Dragoviča, to pa se ni končalo slabo za Muro, kajti žoga končala samo v kotu in na koncu 3 goli za nove 3 točke mursko-soboških nogometašev.